Najprej bi se rad zahvalil za tako dobro sprejem, ki ste ga pripravili. Že v četrtek sem bil res presenečen, ko sem prišel v Rovte, pa videl tam dva velika mlaja, pa potem tukaj tudi vse to. Res kažete, da imate radi duhovnika, da vam veliko pomeni to, da živi z vami in da znate tudi spoštovati duhovnika. Hvala vam za to. Upam, da bom vsaj delno uresničil vaša pričakovanja. Rad bi vam pa že na začetku povedal, da smo tu duhovniki samo ljudje, ki se moramo boriti z vsemi težavami kot vsak drug človek. Ampak zaupamo pa v Božjo pomoč in bližino. On je tisti, ki nas drži po koncu. Na njem moramo graditi svoje življenje. Potem bi mogoče povedal samo še eno tako anekdoto od nekaj let nazaj, ki se tiče mojega priimka. Zelo nenavaden je, vem, da ga ne poznate, Andrej. Nekje iz Dražgoš izhaja, tam je moj stara prišel, mislim, da je tudi nekje primešen, ampak težave so z naglaševanjem tega priimka. In nekako je, ko je Božinačko Brode vprašal, Jernej, kako se pa tvoj priimek prav naglašuje, ali Marek, ali Marek. Ne vem, takrat mi je bilo prav vseeno, kako lahko naglašuje, pa sem mu rekel, meni vseeno, ker ga bo se naglasil popravno. Pa rekel, Jernej, ti si pa Kučanov, zato ker Kučan dal, da sta dve resnici. No, ker moče biti Kučana, nekako ne. Vam bom povedal, kako se moj priimek prav naglasuje, Marek, ampak ne bom več jezni, če boste tukaj se zmotil, pa da boste drugače izgovorili. Torej, Jernej Marek sem, doma iz Sevca Čkofjoloko, Sevčka dolina, prav iz Sevc sem doma, dekan je tudi iz tega konca, Zlajš, imam na Sevci gor. Duhovnik sem 30 let, ravno letos sem praznoval 30. obletnico, torej 95. leta sem imel novo mašo v Sevcih. Potem sem služboval v Dobrem polju, najprej kot kaplan, in Dobro polje, eno leto v Cerkah na Gorenskem, tudi še kot kaplan. Potem sem bil 5 let v zalogu svetega Stanislava, kjer sem veliko poučeval, pa za dijaški dom, nekaj skrbel za duhovno življenje. Potem me je pa pot vodila na Gorensko, kjer sem bil v Valti vasi življenje 12 let, to je Straža, večje mesto, dol, blizu Novega mesta. Potem v Cerkah 7 let. Potem sem pa šel malo na bolniško, eno leto sem bil v Kranju, v Stražišču, pa eno leto v Lučah. Tako, zdaj sem prišel med vas, torej po 30 letih končno. Glejte, jaz mislim, da je to zadošče, da povem, itak je vse na Google, če boste kaj posrvali, boste tam vse ljudi, kar želite vedeti. Še mečkanje po Božji besedi današnjega dne. Se mi zdi, da nam je kar nenavadno malo, kako nas Jezus postavi danes pred eno čudno zahtevo. Pravi, če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sestre, celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Dajte, kako to razumeti? Se vendar Jezus uči, da moramo ljubiti celo sovražiti. Kaj šele svoje domače? Zdaj tukaj pa pove, da moramo sovražiti, ki ste najbližje, za katere je pomembno, da se dobro razumemo, da se imamo radi, zato da je pri nas doma lepo. Ampak
Jezus tukaj uporablja en močen način govora, ki mu rečemo pretiravanje. Ne, zagotovo ne želi, da bi zapustili svojo družino ali jo zanemarjali. Želi pa, da bi razumeli nekaj bistvenega. Nič ne sme biti pred njim. Tudi to, kar imamo najraje, družina, zdravje, lastno življenje, mora biti podrejeno ljubezni do Boga. Kaj to pomeni za naše življenje? Zdaj, če smo čisti iskreni, pogosto dajemo prednost, vidnemo pred nevidnim. Lažje se je vreči v delo, kot pa recimo vzeti si čas za molitev. Običajno nas bolj skrbi, kaj bodo ljudje rekli, ki si mislili, kot pa kaj bo mislil Bog. Veliko vlagamo v uspeh, napredovanje, obdobje, duhovno rast, pa pozabljamo ali pa puščamo v strani za pozneje. Ampak Jezus nas pa danes vabi k temu, da obrnemo vrstni red. Če imamo pravi vrstni red, najprej Bog, potem vse drugo, je naše življenje trdno vejeno. To nam želi povedati. Ampak kako to storiti? Najprej bi se rado zelo prvo verilo, pravi takole. Kdo mora razločiti, kaj hoče Gospod? Kdo mora razločiti, kaj hoče Gospod? Se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Kdo lahko razloči, kaj Gospod res želi od mene, od tebe, od nas, od župnije, od občine, od skupnosti? Jezusovo življenje samo na sebi nam daje odgovor. Njegovo življenje je bilo odprto za vse, za prijatelje in sovražnike, za uboge, za vržene in tiste, ki so bili popularni in priljubljeni. In prav tukaj je ključ, kaj pomeni biti Jezusov učenec. Pomeni rasti v ljubezni. Jezus je svoje življenje dal Bogu in ničemu drugemu. In tudi mi smo k temu poklicani, da raste naša sposobnost za odnose, za usmiljenje, za velikodušnost. Lahko bi rekli z eno besedo za ljubezen. In ta pot ni lahka. Jezus pravi, kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kaj hoče s tem povedati? Kaj nam pomeni pravzaprav danes ta beseda križ? Mislim, da pomeni ene življenjske težave, preizkušnje. Pomeni trpljenje pravzaprav. Križ je načnost trpljenja. Torej, tako razumemo, da je Jezus rekel, kdor ni pripravljen sprejeti trpljenja, ki ga zadene, pač ne more biti moj učenec. Ampak v tistem Jezusovem času je križ pomenil nekaj popolnoma drugega. Križ je predstavljal sramotno smrt zločinca. To pomeni, največji zločinci so umirali na križu. Kdor si je zaslužil najboljšo kazen, je bil križan. Torej, Jezus hoče povedati nekaj drugega. Če nisi pripravljen iti za menoj do konca, tudi v trpljenju, tudi v zavrnitvi, potem ne moreš biti moj učenec. To so res težke besede, ampak odpirajo vrata svobodi. Človek, ki ga žene ljubezen do Boga, je svoboden. Če je moj cilj ljubiti Boga in ljudi, me nihče ne more probiti ali imeti. Če se ne bojim trpljenja, sem neutrpil. Če svojo vrednost ne gradim na lastnem uspehu ali pa na lastnini, ampak na ljubezni, na odnosu, potem imam česa, kar bi lahko izgubil. To je pravzaprav prava svoboda. Svoboda, o kateri govori Jezus Kristus. En tak primer se mi zdi v današnjem drugem veliko, v pismu Filemonu. Zdaj Pavel pokaže. Pravi, prosi Filemona, naj sprejme nazaj svojega služnja Onezima, a ne več kot služnika, ampak kot brata. Pavel je želel, da Filemon, ki je bil nekoč gospodar, ki je imel v lasti služnja,
Sužnja osvobodi, da bosta oba lahko rasla v sposobnosti ljubiti druge ljudi. Tako deluje prav Jezusov učenec, vedno išče rast v ljubezni, v odnosu. Kaj to pomeni za nas? Gotovo se vsak od nas počuti, da je šibkega, negotovega, včasih prestrašenega. Ampak Bog nam je dal neverjetno sposobnost. Sposobnost, da lahko rastemo. Vedno lahko naredimo korak večje odprtosti srca. Ne bo to do naših bližnjih, do tujcev, celo do vsega stvarstva. Brati in sestre, v tem je to res skrivnost naše poklicanosti. V rasti, v ljubezni, v odnosu, ne v glavni dolžnosti. Ne pridem k maši zato, ker moram, ampak ker me sem nekaj pripelje, želja srečati svojega Gospoda. Samo ljubezen da moč, da nosimo križ, da se odpovemo sebi, da ustrajamo na naši poti. Jaz mislim, da vsi to doživljate v družini, brez tega preprosto modela. Ker ni ljubezni v družini, tam je težko, je naporno, je zelo podobno. Takrat, ko pa je razumevanje ljubezen in člana družine, potem je pa življenje vse drugačno. Tudi stiske so drugačne, trpljenje je lažje nositi. Zato vas želim še povabiti, negujmo ljubezen z molitvijo, sakramenti, z majhnimi vsakdanjimi daritvami. Tako bomo svobodni, resnično Jezusovi učenci in tudi resnični bratje in sestre drugih. Amen. Verujem v enega Boga. Amen.